od spoznanj in to boli, to je neprijetno, to je zoprno in zato veliko ljudi na tej poti tudi odneha. In pole vidiš, koliko ta neka notranja prepričanja, kaj misliš o sam sebi, koliko to vplivajo. In pravim, da je včasih bolečina resnično sporočilo življenja, da mu je mar za nas. Top. Aljoša, lepo pozdravljen na podcastu. Lepo zdrav, hvala za povabilo. Ja, res me veseli, da si se udeležil, da si prišel k nam, se malo pripeljal v Brda. Z največjim veseljem. Tako da res me je veselilo ta pogovor, zaradi tega, ker se mi zdi, da si res ne tako nočem uporabiti besede vpliven, ampak govoriš iz srca in govoriš res pomembne stvari, kar je itak zmeraj dobrodošlo v naši družbi. Sploh, ko govoriš iz srca in iz svojih lastnih izkušenj, mi zdi, da se ful lahko ljudje poistovetijo in lahko delaš dobro za svet. Takrat je tudi neprijetna resnica, malo manj boleča ali celo zanimiva. Veš, kaj me zanima, lahko bi se ustavili kar, kako si začel na tej poti, ne? Pač jaz sem te spoznal, pa po mojem večina bralcev, poslušalcev te spoznala s knjigo Izgorelosti. Zanima me, kako, a je bilo težko začeti govoriti o ti izgorelosti, pa prist ven z neko tako zgodbo, kad je bila izgorelost, to je bilo 2017, 2018. 2017 sem izgorel, knjiga je šla 2019. Takrat je bila še malo večja tabu tematika izgorelost kot je danes. Koliko je bilo težko začeti govoriti o tem in prist ven s to zgodbo? Izjemno. Pravzaprav si zastavil pomembno vprašanje, ki prispeva k detabuizaciji, destigmatizaciji, iskanju strokovne pomoči, pomaga, da se ljudje lažje izkašljamo, da ne tiščimo več stvari v sebi, da si dovolimo ranljivost, da ne vztrajamo v zapovedanih vlogah, ki smo jih ponotranjili v otroštvu, kjer nam je bilo prepovedano čutiti določena čustva, ker nam je bilo prepovedano postaviti se zase, ker nam ni bilo dovoljeno izpostaviti svojih potreb. In z tem naborom pravkar povedanega se je začela tudi moja pot okrevanja, kjer sem si moral potem, ko me pa tudi zelo veliko ljudi poznalo kot neuničljivega poslovneža, uspešnega in nagrajevanega kreativca in pač nekega nezlomljivega reševalca vsake situacije. Zdaj, če greva še ožje, recimo k mojemu timu v podjetju, je bilo vse to seveda silovito breme, ki sem si ga moral priznati, in takrat neke vrste preteči 8000-ak, katerega sem moral preplezati bos, tako se mi je zdelo. In zato, ko sem v tandem dobil psihoterapevtko, dr. Urško Batelino, kmalu po izgorelosti, je pač ta vzpon bil malo lažji, z nekaj ublažitvami, ki pa pridejo z naslova tega, da te nekdo razume, da je nekdo sočuten, discipliniran, potrpežljiv za tabo na tej tvoji poti, ki je pa zelo, zelo brutalna. In pogosto se zgodi, da ljudje izgorelost obravnavajo kot, to pač se malo spočiješ, prespiš, in bo vse v redu. Tudi jaz sem se do tega opredelil na začetku, zato miselnostjo instantnosti, takojšnjih zadovolitev, ki smo jih navajeni, in kmalu sem seveda uvidel, da je to vse prej kot zlahka premagljivo, da bo to zelo dolgo trajalo. Potem je okoli izgorelosti ali pa duševnega zdravja še vedno veliko nekih nesorazmernih mnenj, tudi nevarnih izpostavljanj izgorelosti kot, izmišljotine, ki si ljudje pripišejo zato, da bi pač šli na bolniško, zato, da bi se izognili svojim obveznostim. Dobro, marsikdo je takšen šarlatanski ali pa namišljeni ali pa bolnik, ki želi druge prinesti naokoli in pretentati, a tisti, ki je res doživel izgorelost, ve, kako silovit, surov, neprizanesljiv in kako potencialno tudi življenjsko nevaren zlom je to. In zato zahteva strokovno pomoč, strokovno podporo in predvsem to, da si lahko
ljudje okoli sebe dokaj hitro vzpostavijo ekosistem podpore, razumevanja, in zato je tudi veliko ljudi bilo tako zelo hvaležnih za mojo prvo knjigo, kjer pač tisti, ki mogoče, ne vem, niso tako dobri v tem, da bi neko stvar, ne vem, izpostavili, opisali, niso tako, kot sem pač jaz, izmojstreni v tem pripovedovanju, svoje bližnje soočili ali pa jim pokazali, glej, tako se počutim, tako grozljivo je to moje doživljanje in zato potrebujem tvojo pomoč, ne. Se pravi, ta ranljivost, ki je podprta z sočutjem in z tem, da pač nekomu rečeš, okej, zdaj je pa tega reševanja sveta in vseh okoli tebe dovolj, zdaj se pa moraš ti postaviti na prvo mesto in potem tudi tisti, ki so naenkrat pristali na drugem mestu in so zapostavljeni in se morda počutijo zaradi tega vznemirjeni ali celo užaljeni, lažje razumejo, da je stvar smrtno resna. Ja, sploh se mi zdi pri moških, ženske se mi zdi, da lažje govorijo o tem, ker si bolj pustijo biti ranljive, čeprav tudi tukaj se začne ta shift delati, da mora biti ženska vsemogočna in podjetnica in mama in žena in tako. One so tiho vsemogočne, moški prej se točemo v prsi, kaj vse. In zaradi tega, ker se točiš, kaj jaz moram, si je težko priznati, da si ranljiv. In se mora začeti delati ta počasi shift. In zaradi tega se mi zdi, da je ful pomembno, da si kot moški prišel ven, pa uspešen podjetnik, pa nagrajenec in to. Si povedal, to se je tudi mene zgodilo. In pač, da si se tudi sebi priznal, ko pišeš v knjigi, da si pač izgorel, da si priznaš. In to je nekaj, se mi zdi, prva, ko si tudi ti rekel v knjigah, da to je prva pot k zdravljenju, da si priznaš in potem greš po tej poti naprej. Da sprejmeš to grdo diskvalifikacijo življenja, ki te je naenkrat strmoglavilo in te premaknilo na stran poti in si soočen z tem, da se spoprimeš sam s sabo, svojimi vzorci, svojimi načini. In povedal si, tudi meni se je to zgodilo, ampak občutek je bil drugačen, ker bolj kot sem iskal, komu se je to že zgodilo in je to povedal, bolj je Google molčal, bolj nisem mogel najti neke oprijemalke ali neke rešilne bilke v tistem groznem občutju, da bi se lahko potolažil, da bi nekje poiskal uteho in si rekel, wow, glej, to je moj vzornik, šel je skozi takšno stvar, podal se je na to trnovo pot in izšlo se je. In to je bil tisti strašljiv občutek, ker nisi imel zagotovila, in gotovost je zelo pomembna surovina za naše duševno zdravje, da imamo neke garancije, zagotovila, da je bil ta strah še toliko bolj prisoten in je bilo moje stanje še toliko bolj ranljivo. In takrat sem si v tej najhujši stiski prišepnil, da če se pač izmažen, da če pač to vse zmorem, da bom takrat pač začel pisati o tem. Tudi že pred vso to, mislim, med vso to negotovostjo, pred vso to neko, predvsem tem zagotovilom, da se bo karkoli dobrega, pozitivnega iz tega izcimilo, sem si to zadal kot neko namero, spravil se bom skozi to no matter what in potem bom o tem pisal. To se mi zdi, kar se je razlagal, zdaj se mi zdi ful pomembno, ker je odzadaj nek tak občutek namena poslanstva in da daješ tudi drugim. Se mi zdi, to te pole puša tudi naprej. Pravi recimo Viktor Frankl in ostali ti filozofi in tako, da če imaš neko močno duševno podporo in da čutiš poslanstvo in namen, tudi te lahko pripelje skozi vse turbulentne čase in vse. In zanimivo je, da, kot pravim, nas življenje v kot stisne zato, ker noče, da smo več krotki. Življenje nas sezuje, da nas podkuje. In zato nekako pač, ko delam te miselne destilate, v te krilatice ali neke vrste slogane, se pogosto zgrinjajo okoli bolečine in stiske. In ponavadi nas ravno življenje z tem, da nas pač vtakne v primež, v klinč, in takrat godrnjavo, kako je življenje klinčevo, dobro, zdaj se moram malo ustaviti, da ne bom lahko. Tu imamo dovolj časa. Tika. Da ugotoviš, da v bistvu se do res
pomembnih spoznanj dokoplješ skozi bolečino, ne? In da so ta obdobja stiske in trpljenja v življenju zelo pomembna, čeprav sila neprijetna, zato da se prebijamo skozi vse te fasade, ki jih nosimo, skozi vse te zapovedane vloge, ki so nam bile dodeljene v naši primarni družini, v našem okolju odraščena, da se lahko otresemo vseh teh pričakovanj, s katerimi so nas oblepili že od malih nog dalje, ne? In pač Viktor Frankl, podobno kot Boris Pahor, in podobni, ki so imeli izkušnjo holokausta, koncentracijskih taborišč, kar je pač zagotovo ena najbolj silovitih izkušenj v zgodovini človeštva, kar se tiče trpljenja, so pač morali v takšnih okoliščinah res pobrskati za nečim, kar jim bo dalo smisel, da nadaljujejo življenje, ne? In pač isto Viktor Frankl, isto Boris Pahor sta pač pisala, ne? In Viktor Frankl je na eni točki, ker je pač zapiske delal na vse mogoče, ne vem, koščke papirja, ki jih je našel, na kamne, jih skrival, ne? Je na eni točki vse to izginilo, ne? Je izgubil vse te stvari in je spet ponovno moral pobrskati po nečem, kar mu bo dajalo zagotovilo, da je življenje vredno živeti, se ohraniti pri življenju. In to so take nepredstavljive stiske, ki bo potem, ne, zrcaljeno čez premico ustvarijo točno to, ta spoznanja, ta znanja, te ideje, ki pač potem plamtijo stoletja naprej in navdihujejo druge. Ne. Ja, to je zanimivo, ne, koliko te lahko naučijo ta težka obdobja, samo to ponavadi vidiš šele potem v retrospektivi. Ja, v zvratnem ogledalu. Ja, tako. Ker si v tem težkem obdobju, pa dobiti nek smisel je pa ful težko. Ne. Ja, mislim, vse tisto, kar te je zaznamovalo do takrat in te mogoče tudi povzdignilo na določeno raven uspeha, ne? Se pravi, ne vem, moja trma, moja ambicioznost, tudi vsa ta potlačena bolečina zaradi primarnega odraščanja v tem oprijemu gostilne prezaposlenih staršev, občutka zapuščenosti in kaosa, ki je pogosto vladal v naših odnosih, te potem to nekako povede, ne vem, skozi tudi to res težko doživljanje na pač tak nepričakovan način, ne? Najprej ti vse to, kar ti prišepetava, to pa to je nemogoče premagati, to pa to je tako težko, da ne vem, kako se boš tega zmazal, kako se boš sploh tega lotil, da potem pride en glas, ki te pa usmerja k svetlobi v tebi, ne? Prav taka arhetipska spoznanja tičijo v tem najglobjem trpljenju, ne? In ves ta zahteven, dominanten, agresiven notranji monolog, ne, začneš na eni točki spreminjati ali pa njegovo moč uporabljati za pozitivno sporočilo. Ne vem, če si lahko predstavljaš, no saj pač ne, saj ima vsak kakšno težko izkušnjo, ampak ko ugotoviš, da lahko ti to, kar te je naredilo in uspešnega in hkrati strmoglavilo, zdaj spet uporabiš za to, da se iz te zagonetne in težke situacije spraviš, postane to neka ful dobra strategija za to, da se začneš počasi spreminjati. In pol vidiš, imam ta težek del v sebi, imam pa tudi ta, ne vem, lahkoten, ljubeč, pozitiven, ki mora zdaj zaživeti, ne? In potem pač tistemu začneš dajati energijo. In tudi na psihoterapiji se učiš v bistvu gledati ali pa preokvirjati misli ali začeti postavljati meje. In vse te strategije opolnomočenja se potem seštejejo v to, da ti v bistvu to potentnost, ne, ki si jo mogoče prej uporabljal za nezdravo ambicioznost, zdaj znaš uporabiti za
kreativnost, ki pa ti pomaga okrevati, za kreativnost, kot v mojem primeru, ki pač ti pomaga, ne vem, ustvarjati na novem področju, razširjati neko sporočilo, neko tudi pozitivnost. In zato se ti ni treba odpovedati tej moči, jo pa moraš priključiti na prave vrednote. Ker pogosto se nam hude stiske zgodijo takrat, ko se ne poslušamo, ko ne razumemo sebe v vsej svoji edinstvenosti, ko so nam vrednote, ki so nam resnično blizu, ne, skrite pod vsemi temi zahtevami in pričakovanji drugih, in ko se ti enkrat dokoplješ do vrednot, ne, in pravim, da so vrednote vrednote, po katerih poje naša duša, ne, in ko pač duša poje po tej novi partituri, ne, se zgodi ta v bistvu čarovnija okrevanja, ne? Ampak to ni čez noč, to pač se sešteva iz globokega vdiha v globok vdih, od 10.000 prehojenih korakov na dan do naslednjih 10.000 korakov, od ure terapije do naslednje, od spoznajanj in to boli, to je neprijetno, to je zoprno in zato veliko ljudi na tej poti tudi odneha. Zadnje leta Slovenijo in svet osvajajo napitki in pripravki iz medicinskih gob, ki obljubljajo več energije, boljše počutje in več koncentracije, vendar med vsemi izdelki na trgu izstopa slovenski produkt Magic Fruity. Magic Fruity je 100% naravno prehransko dopolnilo, zasnovano kot zdrava alternativa za kavo. Magic Fruity vsebuje adaptogena zelišča, medicinske gobe in utropike, ki ti pomagajo izboljšati počutje, energijo, razpoloženje in fokus brez energijskega padca, ki dostikrat sledi kavi in ostalim energijskim napitkom. Magic Fruity ima tudi dolgoročni učinek, saj pomaga pri uravnavanju stresa in tudi krepi imunski sistem, torej bolj ko ga uporabljaš, bolj čutiš njegov učinek. Magic Fruity je prvi izdelek slovenskega podjetja Fruity, ki ustvarjajo naravne izdelke za podporo dobrega počutja. Njihovo poslanstvo je opolnomočiti posameznike z močjo narave, znanosti in tradicionalne medicine. Sam napitek Magic Fruity uporabljam že od poletja 2024, ko sva se spoznala z co-founderjem Fruityja, Grego Gostinčarjem. Od takrat je izdelek Magic Fruity postal moja najljubša pijača za izboljšanje razpoloženja, energije, koncentracije, osredotočenosti, tako med mentalnim delom, kot tudi med snemanjem podcasta. Sploh med podcastom je to moj go-to napitek, saj mi pomaga dvigati energijo, razpoloženje in me dati v ta flow state, kjer se dogajajo prelepe stvari. Ker sem na svoji lastni koži izkusil učinke Magic Fruityja in verjamem v poslanstvo podjetja, vam izdelek Magic Fruity brez oklevanja toplo priporočam. Ker na podcastu Benesere verjamemo v celostno dobro počutje in podpiramo slovenske proizvajalce, vam izdelek Magic Fruity toplo priporočam. Če želiš podpreti svoje dobro počutje in energijo na naraven način, si oglej Magic Fruity na povezavi feelruti.si ali na povezavi spodaj. Uporabi tudi kodo JANI10 za nekaj popusta pri nakupu. Kaj te recimo tebi pomagalo? Zdaj, recimo to, kar si zdaj povedal, bi se ustavil pri dveh točkah, pole bi šli čez te malo vrednote, to zdaj bi se pa ustavil pri tem, ko si omenil, da med izgorelostjo imaš toliko enih negativnih misli, toliko enih težkih izkušenj, ki ti so posledica in uma, in amigdale, in potem iz izčrpanosti telesa. Kaj recimo tebi neke praktične stvari, ki so ti pomagale umiriti te negativne misli in krepiti, tukaj si rekel, to pristnost in to ljubezen noter v tebi? Ja, mislim, lepo si nanizal, ne? Najprej treba se z amigdalo ukvarjati, ne? In amigdala ne da namiga, ampak kriči, ne? Štala, frka, panika, preživetveno stanje, kriza, zrihtaj to, ne? In si v bistvu nenehno v preživetvenem stanju, v kroničnem stresu, anksiozni motnji, posttraumatski stresni motnji. Skratka, tu je toliko razsežnosti, da pač čakaš, se učiš, si potrpežljiv s sabo, tudi v tej grozni bolečini, ko je celo telo tako noro vznemirjeno, da traja, v bistvu vsaj pri meni je trajalo več let,
da sem lahko recimo popoldne spet zaspal, zadremal, ker je pač to res kortizolsko, adrenalinsko, neverjetno. Ja, pa nervozni sistem je porušen, je nereguliran in potem se težko umiriš, pa pole zvečer ne moreš spati. Ja, zato so izgorelosti včasih bolj glamorizirano rekli menedžerska bolezen, ker pač se je zgodila ljudem na zelo odgovornih položajih. Potem so rekli živčni zlom, kar je pač bolj primerno v resnici. In pač zdaj rečejo adrenalni zlom. Dejansko se tvoj živčni sistem poruši in zahteva krizno stanje. To je krizno stanje, to je korona v najhujši možni različici, naravna katastrofa, na najvišji stopnji, skratka poplava, plaz, požar, vse obenem je občutek, ki ga doživljaš nepretrgoma. In zdaj jaz sem bil v tem pač specifičen, poseben, k temu me je sicer tudi moja terapeutka usmerjala, da se pač nisem odločil za antidepresive. In sva pač ta biokemični disbalans urejala skozi pogovorno terapijo in pač, kot je že povedal Aristotel, če ti greš iz terapije, tako da se počutiš dobro, potem ni bila koristna. To je še zraven. Pač en del tebe je hvaležen, da končno vso to potlačeno gmoto korak za korakom spravljaš iz sebe, ampak pač je težko in si prestrašen. In zato pač, ne vem, da umirijo ta preživetveni del možganov, amigdalo, pač ljudje jemljajo antidepresive, da se dovolj umirijo in potem prešaltajo na drugo obliko terapije, ali pa pač jemljajo antidepresive ves čas. In meni to ni bila neka možnost, ki bi mi bila posebej blizu, zato sem pač to storil povsem brez. In psihiatrinja, kolegica, mi je povedala, saj ti si močan kot bik, to večkrat izpostavim, zato da res dam neko prispodobo te sile, moči, ki jo potrebuješ, da se pač skozi to podaš. In zato je tudi ta podpora in zato tudi zakon o duševnem zdravju pravzaprav tako zelo, zelo pomemben. Ja, ker se mi zdi, jaz sem tudi šel čez neko blago izkušnjo izgorelosti, ki je tudi pri meni pole trajala ful časa. Jaz sem pri športu izgorel, ker je bilo pač preveč vseha, je fakt športu na tretje in sem ful časa rabil, tako na umirjenje nervoznega sistema, pa iti čez tu travmo, pa strah in tako naprej. Kako si šel meditacije, dihanje? Ja, tako, dosti sem hodil, ko si omenil tudi te koraki, da sem pač šel ven in samo pač pustil, da misli laufajo in meljajo in ko sem prišel nazaj, je bilo pole ful boljše. In potem meditacija, terapije in ful mi je recimo pomagalo, ker tudi ti o tem govoriš, raziskovanje vrednot, prepričanj, pričakovanj, ker takrat sem bil tudi sem bil njih na razponu kariere, ali bi še nadaljeval ali ne. Šport je bil celo moje življenje, pač tam sem dobil validacije, ampak ker nisem dobil, potem je bilo pritiski in potem na neki točki je utrhalo. Tako da, ja, in pole vidiš, koliko ta neka notranja prepričanja, kaj misliš o sam sebi, koliko to vplivajo. Pa iz kje prihaja vse to? Pa iz kje prihaja, ja. Kaj so vzroki, da se v bistvu ulovimo v te mišolovke, in to je ponavadi naša osnovna celica, družina, in že rodbine prej in ta štafetna izročila, ali smo dovolj vredni, to je ta nezavedni v bistvu nivo, ali sem dovolj vreden, ali sem lahko ljubljen, brez da bi se moral vsakič dokazati, ali me lahko ljudje spoštujejo brez vseh mojih nagrad, dosežkov. In to notranje plamtenje teh v bistvu nekih nezavednih mehanizmov je tisto, ki te pogosto žene v to nezdravo ambicioznost in te potem spravi tudi preko roba. In velikokrat pa k temu prispevajo še neki slabi toksični odnosi v okolju, kjer si pač zadovoljevalec potreb drugih, kjer planeš na vsako priložnost, zato da bi se dokazal, kjer imaš občutek, da če ne ustrežeš vsaki želji
nisi dovolj dober, odziven, prijazen, ne, to, kar so pač te vrednote naše pridentitete, kot imenujem identiteto pridnosti, pohlevnosti in ubogljivosti, ne. In to je taka nevarna spojina, če z njo ne razčistiš, in veliko ljudi v primežu teh sugestij, teh manter, nezavednega, potem življenje živi na avtopilotu, samodejno skozi odnose, samodejno skozi življenje. In spremljevalec takšnega obstoja je notranji kritik, ki ti nenehno govori, ali da nisi dovolj dober, ali pa da moraš biti stalno žrtev, kar je pa najbolj pogost obrambni mehanizem, da ti takšne pritiske zmoreš, je to, da greš v vlogo žrtve. Vsi so proti meni, nihče me ne mara, in potem ti iz inata serviraš, si uslužen, ustrežljiv. In potem je to tvoja pač življenjska pot, ki je pa v resnici patologija, ki se je nisi lotil spremeniti. Kako je bilo pa recimo tvoje raziskovanje teh prepričanj, vrednot? A si bil že ozaveščen glede tega pred izgorelosti, ali je to prišlo vzporedno, ko si izgorel, si šel pole na psihoterapijo in si potem začel ozaveščati te stvari in začel predelovati? Dobro vprašanje, ker psihologija mi je bila vedno blizu, že na faksu, jaz sem komunikolog, in tam smo imeli veliko in socialne psihologije množic, to mi je bilo vedno fascinantno, povezano z komunikacijo, s postavljanjem režimov, mitologij in ne samo marketinških komunikacijskih sistemov. In pač tudi o sebi sem vedno razmišljal skozi zgodbe, ki so pa v bistvu neki destilati ali pa take v bistvu dobre pričevalke neke notranje dinamike. In tudi kako sem v oglaševanju ustvaril, kako sem si želel ustvariti zgodbe, se pravi delati dobre oglase, ki so resnično oglasi, ki ljudi prikujejo pred zaslone ali si jih zapomnijo desetletja ali so nad njimi navdušeni, me je nekako s to psihologijo vedno bratilo, vedno tiščalo skupaj. Zato sem bil že kar recimo podkovan v tem osnovnem razumevanju, kaj se dogaja. Hkrati pa je tvoj notranji kritik tudi tako zlovoljen in včasih zlohoten, da ti prišepetava razne druge zgodbice, se pravi to boš itak zrihtal zdaj 1, 2, 3, zato ker te svet potrebuje kot reševalca, kot kuro, ki nosi zlata jajca v podjetju, kot tistega, ki skrbi za vse naročnike, vodi, največjo kreativno ekipo v Sloveniji, mora dobivati nagrade na vsake 3 mesece po tekočem traku. In ko si tako odvisen od te identitete, ki misliš, da je ena in edina, v resnici je pa zgolj zato, ker ti omogoča, da ti uprizarjaš te zahteve iz svojega otroštva, kjer so pač starši zahtevali, da si bil priden, vedno na voljo, da si nenehno delal, da si reševal vse situacije, bil njim tudi v čustveno podporo, da se seveda zdi, da če ti zdaj to opustiš, da si spet nič vreden, da se ti je življenje sesulo, da ne veš, kako boš preživel finančno, da ne veš, kako boš preživel duhovno, da ne veš, kako boš preživel telesno. In spet je to neka taka triada najbolj primarnih strahov, kjer je pač naš najbolj pogost strah oziroma najbolj močen strah pred smrtjo, izločenostjo iz plemena, da pač moraš pljuniti v roke in začeti stvari spreminjati. In zdaj pač vrvic, ki bi jih lahko potegnil, da bi se kaj spremenilo, je toliko in zdi se ti, da vsak vzvod pač ne deluje ali pa deluje drugače in ne veš, kako bi zdaj to sestavil v nekaj delujočega. In potem se res z temi majhnimi stvarmi ukvarjaš in se povežeš z svojim telesom, ker tvoje telo je takrat tvoj res
največji nasprotnik, pa hkrati največji zaveznik. Je nek tempelj, ki je porušen do temeljev in zdaj se moraš na novo sestaviti, na novo zgraditi in tako pač vnašaš spremembe v svojo prehrano, v svoje aktivnosti, poslušaš se na povsem drugem nivoju, kot si se bil kadarkoli prej v življenju pripravljen prisluhniti. Ne? In potem te ta spoznanja ženejo do neke naslednje stopnje. Ne? In ljudje smo v bistvu zelo najprej zanesljivi do sebe, ker pač od sebe zahtevamo preveč stvari obenem ali pa prehitro. Ne? In zdravo okrevanje je tisto, kjer si cilje zadamo 10% oziroma največ 10% nad trenutnimi zmožnostmi. Ne? Za enkrat zmorem to. Okay? Se pravi, moje področje obdobja je, če zdaj zmorem to, oziroma področje, ki je neudobno, pa se ga moramo lotiti, je tu nekje. Ne? In pa hočemo, da smo tu naslednji dan. Ne? In tu se potem zgodi, da ta neučakanost poslabša proces okrevanja in da ljudje, ki odklanjajo, ne vem, terapijo, strokovno pomoč in si predpišajo, ne vem, brezglutensko dieto, pa so hudo izgoreli, pristanejo v zelo, zelo hudih škripcih, ali pa, ne vem, se zgodijo hude stvari, ne, samomori in takšne stvari. Tako da ni nekaj, s čemer bi se človek hecal. Ja, prvo treba poštimati bazo, ko se reko, ne, se pravi, telo je tista ta spodnja osnova, se pravi podpred telo, in potem začeti spreminjati lifestyle, da se pravi hitreje okrevaš in potem treba iti na vrednote in tako naprej. Še več, ne, a veš, ti moraš dejansko, ne vem, zamenjati poklic. Ti moraš, ne vem, v kakšnem primeru zapustiti partnera, ki je toksičen. Ti se moraš znebiti odnosov, ki te že desetletja načenjajo in zastrupljajo, ne. In to ni kot, da greš v Ikejo po novo mizo, ne, ker ti pač una barva več ni všeč. Ne, to je nekaj fundamentalnega, to je nekaj, kar se dotika osnove tega, kar kot bitja smo. Smo bitja plemena, sodelovanja, odnosov. Ne. In ko pač ti ugotoviš, da ti nekaj tako zelo škodi, ampak ti hkrati omogoča tvojo identiteto, ki je bila hkrati zahtevana od največjih avtoritet v tvojem življenju, od tvojih staršev, to ni mala malica, to ni mačji kašelj. Zato pač je ta postopnost in ta, kot pravim, umika, ne, se pravi, da moraš imeti nek načrt, da moraš imeti nek protokol okrevanja in predvsem strokovno pomoč. Tisto, kar te obdrži pri življenju in ti omogoči to zelo potrebno in potem na eni točki osvobajajočo preobrazbo. Ko pa recimo danes gledaš na to izkušnjo izgorelosti, se pravi, jaz kot lahko vidim, to je spet, ko smo že prej rekli, kadar pogledaš v vzvratno ogledalo, vidiš, kako se vse lepo poklopilo. Ne. Takrat je bilo jeba, ampak potem, ko si šel čez to, so se ti pa oprle prav nove poti. Kako recimo danes gledaš na izgorelost, pa kako ti je spremenila tvojo življenjsko pot? Kot na tako imenovani skriti blagoslov. In pravim, da je včasih bolečina resnično sporočilo življenja, da mu je mar za nas. Ker nas šele huda bolečina dovolj strese, da smo se pripravljeni otresti vseh teh laži ali pa že zdavnaj preživetih prepričanj, kakšno mora naše življenje biti, zato da smo ga vredni živeti. In v tem mojem zratnem ogledalu pač je najprej bilo prizorišče hude nesreče, ne? Nato pa se z vsakim prehojenim kilometrom ta pogled spremeni, zbistri in tam lahko poiščeš navdih, novo kreativnost, tako imenovano arhetipsko vstajanje iz pepela, preobrazbo in resničnega sebe, ne. To je v bistvu, ne, ker resničnega sebe najprej vidiš v zvratnem ogledalu in šele potem se pojavi v odsevu pred tabo, ne, in ugotoviš, ok, to je bilo v bistvu moje resnično rojstvo, ne. Prvič sem se rodil telesno, zdaj sem se pa rodil v bistvu duhovno, psihološko, takšno, kot si je življenje zamislilo, takšnega, kot si je življenje zamislilo, ne, ga je sedaj tudi naredilo. In to je
to spoznanje izgorelosti, pač kolateralna korist je seveda to, da ustvarjam, da pišem, da tudi ljudem zagotovim določen odmerek, mnogim veliko več od tega, utehe, podpore in neke motiviranosti, da na tej poti, ki sva jo že večkrat označila kot težko in neprizanesljivo, vztrajajo, ne? In da se je vredno pač dokopati do tega svojega bistva, do svojih najglobjih vrednot, kar je v tej dobi, ki jo imenujem doba imitacij in iritacij, ne, ker smo nenehno iritirani z dražljaji, obvestili, zahtevami in ne vem čem, in ker stalno imitiramo uspeh drugih, ker mislimo, da je to edina receptura, zaradi katere nas bo svet imel dovolj rad, ne, da se obdržimo, da moramo stremeti za to svojo edinstvenostjo, ne? In zato pravim, ne copy-paste, ampak copy-paste, ne? Copy-paste, copy po sebi, dokopli se do tega, kar si. Ja, to je ful dobro zdaj. Veš, ki me zanima, zdaj si rekel, da dosti pomagaš ljudem, pišeš, ustvarjaš predavanje, delavnice. Kaj recimo opažaš, da recimo dan danes, v zadnjih letih in tako, imajo ljudje največ, nočem uporabiti besede težave, ampak neki izzivi. Ker v bistvu težave dosti krat malo taka težka beseda, ampak recimo neki izzivi, ki imajo ljudje največ. Kot bi na kognitivno-behavioralni terapiji rekli, moramo preoblikovati, preformatirati to. Tako, kot tudi besede imajo neko težo. Absolutno, ne. Že Freud je rekel, da so besede magične in imajo posebno moč in pač rečemo, težave, ne. Je to drugačno izhodišče, kot si rečemo preizkušnja ali pa izziv ali pa priložnost celo. Ne? In to so tudi taki majhni psihološki triki, kako se vsak dan naravnati v to bolj pozitivno strugo svojih misli. Ne? Ljudje imajo največ težav v odnosih. In to je zato, ker nas pravzaprav nikoli ni nihče naučil, kako ravnati v odnosih, ampak smo zgolj posnemali vedenje, ravnanje, čutenje in nezavedno tudi mišljenje naših staršev, kot so to oni počeli pri svojih. In če odnose dojemamo kot nekaj samodejnega, kot pač nekaj, kar je, in ne kot nekaj, v kar lahko aktivno posežemo z zdravo, spoštljivo in pravočasno postavljenimi mejami, bodo odnosi večinoma težki, zato ker se bo zgodila ta sprevržena različica jina in janga, ker pač dve nasprotni kategoriji za sobivanje nujno potrebujeta ena drugo. Se pravi, agresor, neprizanesljiv, ne vem, narcis, toksičen posameznik bo vedno potreboval žrtev, ne? Ki bo pohlevna, ki bo ustrežljiva, ki bo v bistvu zaradi vseh navodil neprizanesljivosti agresorja lahko žrtev, ne? Ker se sicer ne počuti varno. In tu je spet ena sprevržena stvar. Ne? Se pravi, če smo odraščali obdani za to dinamiko, ne, ker je pač en starš bil, ne vem, narcis, drugi pa žrtev, poznamo samo to obliko odnosa in v bistvu je naše telo in naš ustroj pripravljen kompenzirati v bistvu raziskovanje nekega drugega scenarija z tem, da živi v znani bolečini. Ne? Se pravi, naš ustroj razmišlja tako. To mi je znano, zato ne predstavlja tveganja. Itak sem že zgodaj razvil vse obrambne mehanizme, da to dinamiko prenašam, da sem preživel, zato pač te obrambne mehanizme uporabljam še naprej in si zagotovim znano razmerje, se pravi varnost. Ne? Govoriva o tej varnosti, znani bolečini. Ne? To je ta koncept znane bolečine, ki je tak mogočen psihološki mehanizem. In ljudje potem nezavedno pošnofajo, najdejo
točno takšnega partnerja, kot ga potrebujejo za reprodukcijo odnosa svojih staršev. In to je tako pogosto, to vam bodo povedali vsi svetovalci za razmerja, psihologi, družinski psihologi, partnerski terapeuti, da je pravzaprav kriza odnosa in to osnovnega odnosa, torej zakona ali partnerskega odnosa, res pandemičnih razsežnosti. Ne? In tu se zdaj veliko stvari spreminja, veliko stvari se obrača na bolje, poplava strokovnjakov, nasvetov na družbenih omrežjih omogoča ljudem, da končno vidijo, kaj se dogaja in da lahko ta nenehna vprašanja, zakaj se to meni dogaja, zakaj sem jaz, ne, dojemajo kot v bistvu tisto, kar bo to lupino, v kateri tako dolgo tičijo, za katero se tako dolgo skrivajo, dovolj načelo, da si bodo lahko predočili neka dejstva. Se pravi, če je to vprašanje v mojem notranjem monologu tolikokrat prisotno, sem mogoče to in to. Ne? In potem to raziščeš in potem zdaj spet. Ali si pripravljen priznati to resnico in potem začeti to pot spreminjanja, ali pa potem greš v zanikanje, pa rečeš, to je brez veze, ne, kaj se bom s tem ukvarjal ali ukvarjala, in potem spet nadaljuješ to svoje trpeče življenje v znani bolečini. Ja, v odnosih se mi zdi, da je še teže, ker pač nisi sam, ampak si vezan na nekoga. In pole spet tu so pomisleki, kaj bo, če bom sam, a bom dobil kakšno drugo osebo, ne, a pa če si že poročen, če imaš otroke skupaj, pole je pa še toliko teže. Ne, in kako pole pristopiti do tega. Ne. Tam je verjetno izziv. Vprašanje je, ne, kaj želiš dati naprej. Ne? Ker če boš ti vztrajal v disfunkcionalnem odnosu, boš zgolj predal štafetno izročilo. Se pravi, bodo 100% tvoji otroci imeli vsaj na začetku disfunkcionalni, identičen odnos. Ista stvar se bo zgodila, garantiram. Patologija bo šla naprej, travma se bo ponavljala, dokler je ne bo en razrešil. Ne? In zato tudi veliko psihologov piše o fenomenu cycle breakerja. Pravi, tisti, ki prepozna travmo in je odločen, da jo zaustavi. Ne? Tisti, ki se na psihoterapiji ukvarja z vzorci njegove ali njene družine in se odloči trdo delati, da jih bo spremenil pri sebi. Ne? In če v bistvu ti želiš spremeniti stvar, ne? In dati boljše izročilo, prečistiti vso to doto nekih navodil in načinov ravnanj, to kodo, programsko kodo pravzaprav, kako naši odnosi delujejo, potem je resnično vprašanje to, a si dovolim sebi to še početi. Ne? In če ti rečeš, ne dovolim si več tega in greš na terapijo, si se pripravljen ločiti, si pripravljen tudi za otroke poiskati neko delujočo rešitev, bo to pravzaprav pozitivno tudi za vse okoli tebe, ker bodo videli, človek se mora postaviti na prvo mesto. Ljudje pa naredijo to in rečejo, za otroke bom potrpela. Ne? Za otroke bom potrpela z tem, pač, ki me zlorablja že ne vem kako dolgo. Ampak, nažalost, pa vem, da je ljudem zelo, zelo težko in so v hudih odnosih in ne obsojam in ne diskvalificiram, ampak želim samo izpostaviti, kako v bistvu je težko, zahtevno spremeniti neke utečene načine, ampak hkrati želim poudariti tudi to, da je pravzaprav to edini način, da se stvari spremenijo na bolje. Ker če ne bodo na vrsti naši otroci, da se soočijo z takšnim modelom. To recimo pred časom je imel Klemen Selakovič, ker si bil tudi ti gost, je imel Gorana Hrvačanina in tam so tudi dosti govorili o teh vzorcev, vrednotah in to. In mi je ful ostalo v spomenu, kar je on povedal, da če bi se vsaka generacija trudila prekiniti nekatere vzorce svojih prednikov, bi generacijo po generacijo postajali boljši kot človeštvo in nasplošno kot družba. Ne. In se mi zdi, da je naš cilj vsake nove generacije se čim bolj ozavestiti z te vzorce prepričanja, ko v bistvu tudi travme, ko si omenil, se prehajajo iz roda v rod. Transgeneracijsko in nezavedno. Nevrološko dokazano. Ne. Pa mogoče lahko v bistvu razširiva to zelo pomembno misel, ki ste jo Klemen in Goran izpostavila.
da če bi v bistvu vsak delal na sebi, ne samo generacije kot pač neka entiteta, ne, z določenim sklopom vrednot, ampak vsak pri sebi intimno, sočutno, potrpežljivo, razumevajoče, da bi se svet spremenil tako, da ga sploh ne bi prepoznali. Ne? In to je pač že trdil veliki Carl Gustav Jung, ki pač je izpostavil to ne samo naše kolektivno nezavedno, kjer smo vsi povezani skozi vse naše travme, doživljanja, spomine, ampak predvsem skozi ta senčni del, ne, nas, se pravi, skozi vse te potlačene, nedovoljene vsebine, ki jih imamo naložene v nas, ampak se jih tako bojimo, da jih vidimo samo pri drugih ljudeh s pomočjo obrambnega mehanizma projekcij. Ne? In v bistvu jaz zapišem tako, ne? Če prenehamo pometati pod preprogo in začnemo pometati pred svojim pragom, bomo svet spremenili na bolje. Ne? Če ti v bistvu vse, kar te daje, vidiš zgolj oziroma razloge za to, kar te daje, vidiš zgolj pri drugih, da nenehno okrivljaš druge in izkrivljaš resnico, ne, potem je to zelo, zelo patetična pozicija. Ne? In če si ne priznaš, da si za določen del delovanja ali pa odnosov kriv sam, da v to nevarno prispevaš, potem ni priložnosti za spremembo. Ne? In tudi, ko sem sam ugotovil, da imam sploh potem, kak je moja mama to vlogo žrtve uporabljala kot obrambni mehanizem, tudi nekaj težav z tem v pač določenih odnosih, ne? In da niso za vse krivi drugi, je to bilo magično spoznanje. Ne? Je bilo tako, ok, stari moj, ne? Zdaj pa bo treba to malo drugače narediti, ne? Ker vsakič narediš, jaz nisem nič kriv, vsi so proti meni. Ne? In ja, zagotovo je v določenih odnosih veliko nesorazmernosti. Ne? V določenih odnosih so veliko več krivi kakšni drugi. Ne? Ampak vseeno je scenarij, da bi bili zgolj drugi krivi za to nemogoč. Razen, pa se bomo na to vrnila, ko si otrok. Ne? Ko si otrok, moraš biti v varnem, razumevajočem okolju, ker tudi napake, ki jih storiš, ker spodrsljaje, ki jih boš zagotovo naredil, ne presoja nek brutalen sodnik z kladivcem, ki te vsakič obsodi na hudo kazen, pa ne govorim samo o tej, da te pošlje v sobo, ampak s tabo neha govoriti. Ne? Se pravi, totalna pasivna agresija. Potem telesna agresija, ne? Ki je pač prekomerna in na meji oziroma je zloraba in tako dalje, da se potem to sešteje v te občutke, ki so najbolj destruktivni. Ne? Spet sem jaz kriv za to, da se starša kregata, če ne bi storil tega, zdaj oče ne bi bil tako slabe volje, bolje, da me ne bi bilo. Ne, in ko pač otrok začne ponavljati in vrtinčiti misli, bolje, da me ne bi bilo, se dogaja dvoje. Ne, se pravi, zaradi tega, ker mu ni dovoljeno izraziti čustev, kaj se dereš, pojdi v sobo, ne ugovarjaj, tiho bodi, ne izrazi svojega stališča in tvoje čustva me ne zanimajo, ker niso pomembna. Pomembno so samo moje čustva. In jaz sem zdaj užaljen in jezen in pač poberi se mi izpred oči, ne, da to seveda povzroči ogromno jeze, zato ker so neuslišani, ogromno krivde, ne, zaradi tega, ker so pač zakrivili spor tudi med staršema ali pa slabo voljo in posledično ogromno sramu, ker niso dovolj vredni, da bi obstajali, ker itak delajo samo kažin. In potem se seveda zgodi ta vase obrnjena jeza, ki rezultira kasneje v samopoškodovanju, depresiji in nažalost tudi v rekordno povišani samomorilnosti med mladimi. Ne. In zato je ravno to, kar izpostavljam to popravilo škode tudi pri starših, da zagotovijo to varno okolje, tako pomembno. Valjda se zgodi, da kdaj pač nam dvigne pokrov in otroka naderemo, pa ga pošljemo v sobo, pa mu rečemo kaj, kar smo v naslednji sekundi obžalovali, ampak kaj se zgodi, potem nismo odrasli. Ne? Nismo odrasli, ker pač to pustimo.
in tega ne obravnavamo. Nismo odrasli zato, ker se ukvarjamo samo s sabo, kaj mi je spet naredil, spet smo žrtev. In v bistvu biti odrasel pomeni, da si čustveno zrel, da si čustveno pismen in da si čustveno reguliran. In to, da si čustveno reguliran, ne pomeni, da ne boš zgubil živcev kdaj, ampak da se pomiriš, stopiš korak nazaj in trezno pogledaš na situacijo. To, kar sem naredil otroku, ni bilo prav. In greš do njega v sobo, potrkaš, rečeš, to prej, sorry, oprosti, bil sem jezen zaradi tega in tega in tega, ne vem, ali z mamo sva se sporekla, ali na cesti mi je nekdo izsilil prednost, ali v službi sem imel zelo, zelo naporen dan in sem zrojil nate. To ni bilo prav. Ti imaš svoje odgovornosti, tu in tu in tu mi moraš pomagati, in to so tvoje naloge, glede tega ni debate, torej zdravo postavljene meje. In potem, ko smo odrasli na ta način, je seveda vse to, kar se dogaja v nas in vse to, kar smo doživljali kot otroci, v odraslosti precej bolj zdravo izraženo. Ker če nekdo validira tvoje čustvo, če te nekdo vidi kot si, da si čuteče bitje, ki dela napake, ki raste, ki ima hormonski disbalans, ko je najstnik in ga narava sili v eksperimentiranje in v totalne traparije, da ustvariš varen prostor za otroka, kamor se bo otrok vedno vrnil z zaupanjem, da lahko tam vedno dobi brezpogojno ljubezen. In zato jaz to Sofiji vedno ponavljam. Ati, te lahko nekaj vprašam. Ljubezen moja, kadarkoli, vedno me lahko karkoli vprašaš. Se pravi, da ti ustvariš nek manevrski prostor, kamor se otrok, ki bo imel ogromno stisk, težav v odraščanju, vedno vrne z zaupanjem, da je viden, da je upoštevan in da njegova čustva štejejo. Ful lepo se to predstavil. Zdaj na konci, ko sem omenil tvoj lastni primer, me zanima še nekaj, se mi zdaj pojavilo vprašanje. Ta pričakovanja, vrednote in notranji svet oblikujejo malo družina, okolica, danes pa ful tudi mediji, socialni mediji in tako naprej. Me recimo zanima v vaši družini in kako vi vzgajate, kako proste preprečiti, da bi socialna omrežja, mediji, televizija in tako naprej preveč vplivala na vašo hčerko? Pozabil sem ime strokovnjaka, ki je povedal, da so otroci premalo zaščiteni na spletu in preveč zaščiteni v resničnem življenju. In moje odraščanje, ki je prepredeno spomini in izkušnjami igrišča, večinoma, tam je bila naša skupnost, tam so se oblikovali odnosi, tam si ugotovil, kdaj prestopaš meje, tam si se učil, avtoritete starejših, kastnega sistema, kdo lahko zdaj igra fuzbal, kdo ne. In vse to seveda skozi igro. In če k temu dodamo še, čudenje, radovednost in neko zdravo razposajenost, ki v otroštvu je, dobimo v bistvu vzorec, kako bi otroci morali odraščati. In Scott Galloway, profesor na NYU in tudi znan vplivnež, je pred kratkim lepo izpostavil, pa je povedal, zdaj bom dal malo neprimerno primerjavo, ampak srečen pes je zmatran pes. In isto bi moralo veljati za otroka. Zdaj pa v primežu zasvojljivih tehnologij, v primežu sodobnih karier njihovih staršev, ki iz služb prihajajo totalno zgarani, izčrpani in zato najlažje podtakniti ali pustiti zaslone na vsakem koncu, vzgoja poteka precej enodimenzionalno z zelo silovitimi posledicami. In to, kar otroci gledajo v svojih sobah, je nenadzorovano, posejano z veliko škodljivimi vplivi. Na vsake toliko vidimo dokumentarce o tem, kakšno silovito škodo v naših možganih delajo ti monetizirani matematični modeli, ki so algoritmi, zato da plenijo našo pozornost, zato da jo manipulirajo z našim psihološkim in biološkim ustrojem, zato da imajo 3 ljudje na svetu na stotine milijard dolarjev bogastva, in seveda neverjetni vpliv. Tako da
stvari so zelo, zelo pereče. Veliko truda bo treba vložiti v to, da se možgani, ki so se že distorzirali z uporabo tehnologij, naših otrok spremenijo ali pa dovolj obrzdajo, da bo lahko, ne vem, kurikulum, šolski sistem, oblika poklicev, ki trenutno še obstajajo, dovolj relevantno za to, da bodo temu posvečali količkaj pozornosti, ne. Ker zdaj pa želijo biti vsi vplivneži, vsi želijo imeti milijone sledilcev in čutijo zahtevo, da morajo biti pri 16 milijonarji, pri 25 pa milijarderji, saj jim je sicer spodletelo, ne. Tak zelo visoko je postavljen normativ, tako strmo je zakoličena proga za njihova življenja, kar seveda neizbežno vodi do hudih stisk in posledično do duševnih zlomov pri zelo zgodnjih letih, ne. Ja, ker je spet vidiš nekoga, ki je mogoče tvoje iste starosti, v Ameriki, a pa drugje po svetu, ne živi idealno življenje, ampak na drugi strani zaslona, ne, itak ne vidiš v pogleda od zadaj. In potem se ti ustvarjajo pričakovanja, jaz bi tudi to želim, če ne bom imel tega, ne bom srečen, ne bom zadovoljen in se ženeš. Potem je zanimivo tu, oprosti, ker te prekinjam, da jim potem, ne vem, starši učitamo, ja, pa to je samo fikcija ali pa ne se s temi primerjati, ne. Pozabljamo pa, da je ravno posnemanje in primerjanje eden najmočnejših preživetvenih vzgibov, ki je služil za to, da so se otroci v plemenu primerjali z starejšimi, zato da so razvili za pleme koristne, zdrave navade, ne. In v bistvu mi ne moremo kar povoziti na milijone let starih preživetvenih refleksov in mehanizmov, ampak jih moramo razumeti, ne. In seveda je zato pomembno, da otrokom dajemo stvari ali pa vzore, ki želimo, da jih posnemajo, ne. Ki želimo, da so tisti, ki jim bodo sledili, ne. In to je tako težka naloga, ker ko ti pač algoritem 30-tič pokaže 11-letnega fanta ali punco, ki sta že influencerja z več milijoni sledilcev, ki se nenehno hitata v kamero in živita sicer do potankosti zrežirano, a zelo zasvojljivo življenje, boš ti kot starš imel zelo težko nalogo to prekositi. In zato je tudi to omejevanje dostopa tako pomembno. In jaz sem Sofiji naložil v bistvu na telefon aplikacije, s katerimi jaz upravljam njen screen time, dostop do neta. Ful se pogovarjava o tem, zdaj gledava skupaj ta dokumentar za Netflixu, Kidfluencing, se pravi te skrite pasti tega otroškega vplivništva. Tako da pač želim, da razume, da je v bistvu to fabrikacija, da je to konstrukt, da se nam v bistvu, kar se vzorov in da idealov tiče, že skozi stoletja vsiljujejo neke fantazije o tem, kakšno je idealno popolno življenje, z strani raznih kreativnih monopolov, ne. Ali je bila to nekdaj, ne vem, cerkev, ki je zapovedala, kaj je idealno tipsko življenje, a je bil to do pred 20 let Hollywood, ki je imel primat nad tem, kaj se nam je zdelo, da ali so to bili tabloidi, zdaj so pa to seveda družbena omrežja, ki pa so nevarno neurednikovana, ne. Če pač ima, ne vem, tip, kot je Andrew Tate, dostop do milijone razočaranih moških, ne, in jim lahko pere možgane z zelo, zelo nevarnimi vsebinami, je potem to samo še en razlog za pač striktne zakonske omejitve in pač to, da pač, ne vem, 10, 11, 12-letni mulo ne more poslušati, kako pač se on lahko odloči, ali bo punco posilil ali ne, kar ga je gospod Tate naučil v videu, ne. In to pač je pa zelo nevarno. Ja, vse Kitajska je recimo že nekaj dala neke omejitve, ne, samo oni imajo za svoje uporabnike hude omejitve. Samo oni lahko, ne, ker imajo pač tako urejeno družbo in državo, ne, tle pa nas, Tisto je drug problem. Mislim, plusi in minusi, ne, tako kot vsemu, to, ne, pač totalitarizmi, ne, pač možgane operejo na drug način, ne, demokracija jih pa naše možgane prosto naseli
z nevarnimi stvarmi. Veš, kaj me zanima, kako pa recimo je tvoj odnos, ker ti si tudi ustvarjalec na tem področju. Ne, po mojem se nimaš za nekega influencerja, ampak si nek influencer. Vem, da imam vpliv, tako. Ampak recimo, kakšen je tvoj odnos do tega, kako deliš vsebine, pa recimo me zanima, če se te še dotakne vsebine, ali ti povečajo neko tvojo zavedanje sebe, moč v sebi, ali si se uspel in toliko umakniti proč od tega? Ne, zdaj, če greva skozi stopnje izgorelosti, ti v bistvu svoje totalno razdraženo telo na začetku moraš izolirati od vseh negativnih dražljajev. In jaz 5 let nisem mogel videti informativne oddaje, nisem mogel videti nasilnega prizora na televiziji, prav 5 let. Če je slučajno, ne vem, a je Iva želela gledati informativno oddajo, sem se obrnil in šel ven iz sobe. Če so se streljali, sem se obrnil in šel ven iz sobe ali pa pač ugasnil televizijo. Ne? In podobno je bilo na družbenih omrežjih. Itak takrat sem blokiral večino kontaktov, izklopil vsa obvestila, to imam še zdaj prakso, nič nimam vklopljeno. Moj telefon je odziven samo, ko se jaz odločim in to priporočam vsem. Pogosto tudi sebi in Sofiji dam telefon v črno-belo različico zaslona, da je pač manj dražljajsko privlačen za možgane. In potem je še ful dobro, da ko veš, da pač, ne vem, je tvoje telo dražljajsko preobremenjeno, dražljaje iz okolice, ne vem, umakneš ali se umakneš ti, ne. Se pravi, ne vem, pač, če te prijatelj povabi na žur, pa so ob 11 vsi pijani, pa je prenaglas, pač ne razmišljaš, ali boš zdaj neprijazen, če greš, ampak pač rečeš, jaz grem, ne. Če, ne vem, je karkoli že, ne vem, bilo preveč v službi, si pripraviš toplo kopel, ne, se pravi, moraš se poslušati in moraš telo servisirati v teh potrebah. No, zdaj pa po tudi tem večletnem treningu sebe, ne, stvari objavim in zapustim družbeno omrežje, z par kolegi, pa z Dominikom, z bratom, pa imamo kakšen, ne vem, kanal, kjer si pošiljamo, ne vem, zabavne posnetke ali pa takšne za opolnomočenje. Predvsem pa sledim samo takšnim avtorjem, ki me v bistvu napajajo s pozitivno vsebino, ki me silijo k razmišljanju. Karkoli je negativnega, pač sem odstranil povsem, ne. Tako to je res mentalna higiena, ne, to, da svoj, ne samo svoj digitalni odtis, to, kar mi puščamo za sabo, ampak to, kar pride do nas, res prečistimo, res prefiltriramo in zapremo vse te kanale, ne, kot tudi kakšnega prijatelja, ki pač nam nenehno zgolj godrnja, jamra in trosi slabo voljo, pač na eni točki odstranimo iz svojega življenja, kot se pač negativnih ljudi, ki nas vedno potrebujejo zgolj za usluge, odkrižamo. In potem, ko postavljaš meje in pridobivaš to življenjsko moč na ta način, vidiš, kako pomembno je to, da se zamejiš negativnosti, ne? Ker pač je v današnjem svetu nalašč preveč, zato da smo nenehno v preživetvenem stanju, ne? Ker naši možgani prvenstveno iz okolja črpajo informacije o tem, ali smo varni, ali imamo dovolj hrane in ali smo dovolj privlačni za razmnoževanje, ne? In z tega naslova sledijo tudi vsi dominantni poslovni modeli največjih podjetij na svetu, ne? Se pravi, ljudje gledamo informativne oddaje, zato, ker pač želimo izvedeti, ali smo varni. Te so nalašč opremljene s slabimi novicami, zato, ker naši možgani takoj odreagirajo na njih. Potem resničnostni šovi, ali smo dovolj privlačni za razmnoževanje, ali resničnostni šovi, kjer pač nenehno kuhajo, ali imamo dovolj hrane za preživetje, ne. In potem seveda vidiš, kako je svet kalibriran oziroma zelo preprosto ugrabljen in manipuliran, zaradi tega, kako je naš biološki in psihološki ustroj narejen. In ko to razumeš, pač ne planeš za vsako stvarjo, ko to razumeš, vidiš, kje so vse nastavljeni trnki za tvojo pozornost, ki je seveda drugo ime za
za energijo, za življenjsko moč in življenjsko silo. In duševno zdravi smo takrat, ko imamo dovolj zalog življenjske moči. Se pravi, če ti na vsako stvar odreagiraš, trzneš, boš izčrpan. Ko boš izčrpan, boš želel imeti hitro potešitev in to je hitri dopamin. Hočeš, da ti žvenklja, zato greš nekaj objaviti, ok, kako bom dobil največji izplen tega, da čim večkrat zažvenketa. Aha, objavil se bom lep, sfiltriran, nasmejan in uspešen in vse bo žvenketalo. Kako bom še dobil to potešitev? Grem v trgovino in si kupim stvari, ki jih ne potrebujem. Kaj še lahko naredim? Aha, lahko pojem ful čokolade, sladkorja in ejev, zato da bodo moji možgani blazneli v tem sintetičnem dopaminu. In potem vidiš, da pač je strategija, da si nenehno prestrašen, pravzaprav zelo koristna za kapitalizem. Ne? In ja, jaz sem delal v tem svetu in zato pač vem, kako se te psihološke ugrabitve dogajajo preprosto, lahko in enostavno. Ja. Ti si se umaknil zdaj iz marketinga. Po izgorelosti bi seveda želel v naslednji sekundi iti, ampak sem bil član vodstva, predvsem sem bil še mlajši partner, torej sem imel majhen delež v podjetju in seveda, ker pač sem bil tudi podjetju nepogrešljiva oseba, niso bili tako pripravljeni, da grem v naslednjem trenutku in tako sem še 3 leta. Aha. In tisto je bila peklenska izkušnja, ampak tisto pač je posebno poglavje za par drugih podcastov. Veš, kaj me je zanimalo, recimo, zdaj, ko si pač itak imaš toliko ozadja, pa toliko, ko si bil uspešen v marketingu, če bi recimo danes se lotil marketinga, oziroma se še vedno delaš malo marketinga preko sebe, na kakšen način ga delaš, da ne izkoriščeš te primitivne potrebe ljudi in da ne jih pahneš še dodatno v ta svet, materialistični svet in tako. Na kakšen način podajaš vsebine in tako naprej? Zdaj, v bistvu sem nase kar ponosen in tudi sam sebi hvaležen, da sem vseeno bil ves čas v stiku z temi pomembnimi vrednotami, ker se pač seveda pri oglaševanju marketingu ne moreš izogniti, da kje ne bi forsiral zgolj te kapitalistične težnje, ne? Ampak sem vedno ustvarjal zgodbe in zgodbe, ki so bile močne, ki so bile razvedrilne, ki so bile nagrajevane zaradi tega, ker so pogosto bile presežne in ker so bile tudi pogosto slovenske. In pač lahko tvoji gledalci in gledalke pogledajo na YouTubeu pač moj portfelj Best of Aljoša Bagola TV, tam so sam pač ti TV oglasi, da dobi občutek tega, kar sem si pač prizadeval doseči. In sem se seveda tudi pri tem učil, kje sem prestopil meje, kje sem zadev v terno in kako pač omogočiti, ne vem, da oglaševanje ni zgolj v funkciji surovega kapitala, ampak da pomembno soprispeva v okolje. In tu je pogosto, a veš, tudi oglaševanje zelo lahka tarča za pač obsojevalce in vsakega, ki kritično prikolovrati na okoli, ker pač je, ne vem, orodje kapitalizma. Ampak ne, vsem sem delal z največjimi podjetji v Sloveniji, z največjimi slovenskimi podjetji, ne, tudi z največjimi korporacijami na svetu. In pač recimo v Sloveniji je pač naša drža bila skupna drža, tudi podjetja, tudi sodelovanja, da pač vseeno gradimo slovenske blagovne znamke, da pač podjetja zaposlujejo na tisoče ljudi, da želijo ustvariti boljše pogoje in če smo pač temu soprispevali še dobro kakovostno zgodbo, ki je ljudi resnično motivirala ali pa jim je ostala nepozabno v spominu, si se na koncu dne pač počutil dobro, ne kot zdaj pa ljudi hočem opehariti, jih prinesti naokoli, ne, kot pač to marsikdo počne in zato je tudi oglaševanje pogosto na slabem glasu, zato ker je pač tako enostavno biti šarlatan in pač iz neke, ne vem, luknje delati, ne vem, internetne oglase, ki pač ljudi prinašajo naokoli in, ne vem, zlorabljajo starejše, digitalno nepismene in tak dalje in tak prej. Ampak v resnici pač je ta naša srednja, pa tudi opremljena že 30 let z vrhunskim oglaševalskim kodeksom, razsadiščem in tak dalje, pač
veliko bolj prijetna, prijazna, kar se tiče ljudi, ki so kreativni, prizadevni. Pogosto pa na drugi strani tudi, ne vem, toksični, narcisoidni in v tem sobivanju tega jina in janga prenaporni, če pač na eni točki iz tega ne izstopiš. Jaz me zdi, danes, sploh če ustvarjaš tako na socialnih omrežjih, je težko dobiti ta balans. Jaz nisem tak nek ekspert v tem, ampak kar vidim recimo po socialnih omrežjih, so ful bolj uspešne tiste vsebine, ki prav to, ta vznemirljivost in to, ne, in težko dobiti potem ta balans med zgodbo in da daš nekaj dobrega ljudi, hkrati da še vedno... Ljudi dobro zanima šele drugo ali tretje po vrsti, ne? Zato, ker naše možgane zanima nevarnost. In dokler pač naše možgane zanima nevarnost, in to bo pač evolucijsko še na milijone let, bodo nažalost zmagovale vsebine, ki to izpostavljajo. Ki izpostavljajo konflikt, ki izpostavljajo nizkotnost, ki izpostavljajo senzacionalnost, škandaloznost. In potem tudi ljudje, ki rabijo poceni dopamin, ker se nočejo poglobiti vase in ne vem, poprijeti za dobro delo ali pa za knjigo, pač to tešijo z opravljanjem, z tračem, z površinskimi stvarmi, kar pač, ne vem, je tudi imperij Kardashian in podobno, ne. Ne, ful zanimivo. Zdaj si izdal v zadnjih 2 letih, oziroma kdaj je šla druga knjiga? Je šla 2021? Sem je šla 2021, zadnja Nemoč pa oktobra lanskega leta. Kaj se recimo s temi knjigami, na kaj si najbolj ponosen, oziroma na kaj si najbolj vesel, kaj je pri ljudeh najbolj vplivalo oziroma odmevalo pri njih? Jaz mislim, da zagotovo odnos, ki sem ga zgradil za svojo publiko, ki je zelo iskren, pristen, poglobljen, pač ogromno predavam, ogromno publike je naklonjeno mojim vsebinam in ustvarjanju, in tudi potem, ko se družimo po predavanju, kjer podpisujem knjige, pač je toliko nekih navdihujočih zgodb, ki me ganejo, in čeprav si to pač redko nekako predočim, je to tudi posledica tega, ker so bili motivirani z mojo izkušnjo, z mojo zgodbo, da jih je naslovila kakšna izmed knjig, kakšna izmed vsebin, da so bolj aktivno, zavzeto, predano posegli v svoje življenje in si ga obrnili na bolje. Zapustili toksične odnose ali spremenili svoj odnos v bolj zdravega, zamenjali službo in se pač odločili delati tisto, kar so si že od nekdaj želeli, ali vsaj to poskusili, da si tega ne bi potem na koncu učitali, da so uspeli svojega dragega ali drago ubraniti pred izgorelostjo, da so, če so izgoreli, našli uteho ali pa svojemu partnerju, kot sem že povedal, lažje povedali, kako se počutijo, in to je povsem drugačen stik, kot ko pač, ne vem, si z ekipo garal in je tudi ta kreativna povezanost seveda izjemen občutek in si pač potem hodil na oder po nagrade in so ti ljudje ploskali, ali pa kot to, ne vem, ko so me tudi že v bivši karieri ljudje na ulici ustavili in rekli, ziher si ti naredil tisti oglas, ful mi je všeč, ne, in so prepoznali nek tvoj stil in tvoj podpis in tvoj pečat, ne. In pravim, da je pač zelo pomembno, da v življenju ne dopustimo, da nam ga pač zapečati usoda in da pač pustimo svoj pečat. In zdi se mi, da pač nekako ta svoj pečat oblikujem, ga puščam, in to seveda ni moja primarna motivacija, to je zgolj pač neka posledica tega, da sem še naprej zvest tej svoji ključni vrednoti, ki je vrednota ustvarjalnosti, in da sem vrednote, s katerimi sem jo dopolnjeval, zamenjal z bolj koristnimi, ne. Če so to bili včasih dokazovanje, tekmovalnost, ambicioznost, je to zdaj mir, radost, družina, veselje
In pač sreča je neka taka čudna kategorija, pač sem jo razčlenil v drugi knjigi, kot si že povedal. Ampak sešteje se vse to skupaj v te neke odmerke sreče, ki pridejo, a veš, to se zgodi. In si rečeš, jaz sem pa res srečen, ali pa sem srečen v tem trenutku in veš, da je to pač posledica. In veš, da je tudi sreča taka prebrisana, redka gostja v tvojem življenju in da si takrat hvaležen, da je prišla na obisk. Ja, pri tem sem se hotel še malo ustaviti za konc, ta sreča, nekaj dostikrat spet vpliv okolja, vpliv socialnih omrežij, tehnologije in to, spet imamo to prepričanje, da bi mogli biti stalno srečni, stalno zadovoljni, ampak mi je ful všeč, ko v vseh teh knjigah daješ pomen temu, da sreča in ljubezen niso rezultat, ampak so posledica dela, truda, vztrajnosti in potrpežljivosti. In če narediš ta shift, se ti spremeni življenje. Absolutno. Ravno zato so v bistvu ta spremenjena, drugačna mentalna izhodišča, do katerih se dokopljamo in si jih zgradimo na novo, neka platforma, kjer pač življenje doživljamo v neki pravi obliki oziroma v vseh razsežnostih, ki nam jih ponuja. Ne? Vemo, da ko čutimo bolečino, da jo moramo občutiti v celoti, se tako hitreje mine. Ne? Če smo ji naklonjeni in jo imamo tudi za dobrodošlo, ne? Se pravi, da jo sprejmemo zdravo, ne? In jo predelamo, ali da pač izgubo predelamo na zdrav način in ne potlačujemo, ne? Da bo to pospešilo ta proces celjenja, da bo to, če se znamo partnerju po konfliktu opravičiti, pač pospešilo pobotanje in celjenje po konfliktu. Da to, da ko začutimo, da smo srečni, to dopustimo v celoti in tega ne znižujemo, ko nas kdo vpraša, kak si, nočemo reči fenomenalno, ampak okej, ne? Da je tudi to v bistvu dragoceno darilo in sebi in nekomu drugemu. In tako pravim, da sreča ni pot, ampak zapišem, da je sreča opoteča, ne? In v besedi opoteča se skriva ta, obratno je. Pravim, da sreča ni opoteča, ampak je sreča pot. Ne? To se skriva v tej besedi. In ta potrpežljivost nas naredi trpežne, potrpežljivost nas naredi srečne in pač, ko znamo pričakovanje upravljati, smo lažje zadovoljni. Ne? In potem prideva samo še do postavljanja meja, ki je tako pomembno v tem procesu lastnega osrečanja in naše poti k avtonomnosti. To je v bistvu, ko si edinstven, ko si avtentičen, ko si avtonomen, se pravi, da si resnično odrasel, ko sprejemaš svoje odločitve, svoje izbire, je to največje darilo samemu sebi in to se zgodi s postavljanjem meja. Veliko ljudi misli, da je postavljanje meja sebično, da je postavljanje meja, ne vem, tisto, ki ogrozi odnos. A pravim, da zdrave meje postavljamo takrat, ko pač oziroma da je naš odnos zdrav takrat, ko meje postavljamo brez strahu, da ga bo to končalo, da ga bo to uničilo. In bolj provokativno povem, da trdne meje postavimo tako, da ne gremo več na kolena, smo pa marsikomu pripravljeni iti na K. In to je v bistvu resnična rast, ne? Ko pač nisi tak preobremenjen z tem najbolj grozljivim vprašanjem človeka, ne? Kaj si bodo mislili drugi, kaj bodo rekli drugi, ne? Ker to je povezano z tem strahom, da nas bo pleme izvrglo, ne? In ne bomo preživeli, torej strah pred smrtjo je to. Ne? Se pravi, vsakič, ko se vprašamo, kaj bodo drugi rekli, nas je strah smrti, ker se bojimo, da bomo tako strašno izločeni, da bomo doživeli take silovite izgube. Ne? In zato je to vprašanje, čemu lahko danes rečem ne, zelo, zelo pomembno. In dobro je vedeti, da so meje spretnost, da se jo moramo naučiti, ne? In da začnemo z majhnimi mejami, ne? Da pač ne gremo na kavo ali na pir, čeprav kolega vztraja, mi smo pa udobno zlegnjeni na kavču, ali smo se pa odločili, da pač manj pijemo ali pa da sploh ne pijemo, kar je nažalost v Sloveniji zelo, zelo velik problem, tudi med mladimi. In potem, ko malo pridemo do nekih mej, ki pač nam res razslojijo ali pa nas končno uspejo
umakniti iz odnosov, ki so tako škodljivi, tako zelo, zelo dolgo. In to je resnična osvoboditev, ne, ki pač si jo človek potem dovoli, izbori in je na njo ponosen. In to je ta rezultat, ne, da si ponosen na se, da notranjega kritika končno spremeniš v tistega, ki te zna pohvaliti, tisti, ki ti reče, ej, super si bil, čeprav si naredil napako, nič hudega, ki ti pove, jezen si, to je popolnoma normalno, ampak izrazi to na zdrav način, ne se zdret na otroka in ga pustiti, ampak ne vem, rajši pojdi pa vrži 3-krat blazino v steno, pa ne bo tega noben slišal, ti boš pa jezo zdravo dal iz sebe, ali ne vem, napiši komad, ali pojdi teč, ali pojdi v fitness, ne, pač nauči se zdravega upravljanja z svojimi čustvi, ne. Tako da, ja. Kar se pa tiče odnosov, pa to strnem še v to svojo formulo SOS za odnose. V odnosih imamo možnost samo, da jih sprejmemo, da odidemo ali jih spremenimo, ne? To je ta SOS. Četrta opcija je pa samo ZOS. In če nočemo pristati v ZOS-u, pač moramo postavljati meje. In če meje postavljamo in so sprejete, pomeni, da smo odnos kakovostno spremenili. Če končno izrečemo, kar si želimo, pomeni, da drugemu ni treba telepatsko ugotavljati, kaj bi mi potrebovali, ampak se lahko kot odrasli zmenimo. Če postavljamo meje, pa smo ignorirani, spregledani še naprej, je pač to signal, da pač je odnos treba zapustiti, oditi, ne? In če smo meje pripravljeni v zdravi meri sprejeti tudi sami, torej odnos zaradi tega sprejemanja postane tudi bolj zdrav, bolj naklonjen obema na zdrav odrasel način, ne? Ful dobro, evo. Mislim, da smo vsi lahko zdaj, ko smo tu poslušali, spremljali, videli, koliko je znanja, poglobljenega znanja imaš, in tu znanje ni samo teoretično, ampak tudi praktično, se pravi, si šel skozi vse to skozi. Meni je bilo ful všeč, ko si zdaj te zadnji knjigi napisal, mislim, da je bilo v uvodu v začetku, da vse, kar sam izkusiš, kar se sam naučiš, na tisti poti, ko si, potem tudi probaš deliti to naprej v delu. Tako da me prav veseli, upam, da boš še kaj napisal, a si kaj v procesu kakšne novega dela? Zdaj trenutno pripravljam zbirko svojih novih misli, se pravi zbirka smisli, ki prinaša 365 mojih, je išla pred 3 leti, zdaj prihaja nova, tako da je to vmesni korak, potem pa že pač pišem neke ideje za naslednjo knjigo, tako da se veselim. Je stalno nek proces ustvarjanja v odzadju, verjetno, ne? Ja, to je pač nekaj, kar je meni lastno, se pravi ta tudi disciplina v končni fazi, čeprav imam zdaj fajn to obdobje tega počitka, da se tudi ustroj spočije. Od ustvarjanja pač veliko predavam, snujem nova predavanja in potem je pa v končni fazi tudi poslovni model, ne? In ko pač vzameš oboje v zakup, je to, da se motiviraš in brcneš v ta zadnjo in si jo kdaj izprašiš in izprašaš sebe, nekaj, kar ti zleze pod kožo, in je pač zato fajn vstati vsak dan. In zato še ena misel, poslanstvo ni to, kako si v življenju posteljemo, pač pa to, za kar vsak dan vstanemo iz postelje. Tako da, ja, z veseljem vsak dan vstanem iz postelje za takšne stvari. To je taka lepa misel za zaključek tega podcasta. Tako da preko zaključimo, imamo pa za vsakega gosta tudi 2 vprašanji, ki so direkt vezani na tematiko podcasta, se pravi benessere v italijanščini pomeni dobro počutje. Tako da me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje, pa 3 nasveti za več dobrega počutja. Meni je dobro počutje kot voda in evolucijski biologi pravijo, da je voda brez okusa zato, da naš organizem čim prej začuti, zazna morebitne nevarne primesi in jih izpljune ali izbljuva ali izbruha, ne? In zato je meni dobro počutje mir. Se pravi, kot sem v zadnji knjigi napisal, brez čutenosti, ne, ki pomeni, da si tukaj in zdaj,
ki pomeni, da si prizemljen, ki pomeni, da ne vem, si na sprehodu in ne razmišljaš, kaj vse te čaka, ampak opaziš, ne vem, 2 fenomenalno lepi drevesi, da slišiš žvrgolenje ptic, ne, in tudi evolucijsko je žvrgolenje ptic pomembno zato, ker nam sporoča, da smo varni, ne. Se pravi, če je kdaj po gozdu lomastil dinozaver, ne, so ptice bila tiho, ne, in pač je signal evolucijski, nevarno je, ne. Zato pač, poslušamo žvrgolenje, že smo pri prvem nasvetu, ne. Drugi je, nauči se biti tukaj in zdaj. Se pravi, ta psihološki izdih je ful pomemben. To, ne, in pol, zdaj sem tu. In kaj zdaj? Zdaj sem položil prste na hlače in čutim strukturo pod prsti, ne. Gledam tebe in razmišljam, zakaj vendar sem si po 15 letih pobril svojo brado, ne, ker mi je Sofija rekla, da zgledam obupno, ampak pustiva zdaj to. Potem, ne, zaslišim, ne vem, slišim hrumenje kamer, brlenje luči, voham rutija, ki je zelo okusen, dober napitek, ne. In ko se posvetimo ta korak za korakom svojim čutom, smo tukaj in zdaj. Ker veliko ljudi me sprašuje, kaj je to tukaj in zdaj, ne, to je nekaj, ja ne vem, to je že tisočletja priporočilo ljudi, ki so dosegli najvišje ravni zavesti, ne, ampak je hkrati preprosto, hkrati pa najbolj težavno za marsikoga, ne, da točno to vidiš, ne. Da se z nekom pogovarjaš, pa ne samo, da ga poslušaš, ampak si ga pripravljen razumeti. Da ga poslušaš brez tega, da že kuješ scenarij, kako mu boš zdaj rešil življenje ali mu pa več pomagal z svojimi silovitimi nasveti, ne. To so te stvari tukaj in zdaj. Da zjutraj, ko se zbudiš, da čutiš, kako je pač, ne vem, mehko v postelj, kako se še zaviješ pod koter, da si res začuti spojen in jim dopustiš, da ti vse prenesejo, ne. Potem pa je še seveda to, postavljanje meja, to je absolutno must have higienik v svojem življenju, da se pač tega naučimo in izboljšamo svoje odnose. Veliko dobre klasične glasbe, recimo Bachovi violinski koncerti, ne, to je ultimativno, ne, to pač Bach je vedno pisal za Boga, ne, in to so res take stvari, da pač so precej drugačne od tega hitrega pop dopamina. Jaz sem rad pop glasbo, pa to, da zapoje zraven, to štima, ampak res, ne vem, Bachovi violinski koncerti, pač ali pa kar komu ustreza. Če so kdaj ljudje prišli k šamanu, strti, razočarani, jezni, karkoli že, jih najbolj vprašajo, ali se dovolj pogovarjajo, plešejo in pojejo, ne. Torej pač pogovor. Najpomembnejša mišica v našem jeziku je jezik, v telesu je jezik, torej da sporočimo, da povemo, ne. In telesna aktivnost, ne, to pač znanstveno dokazano pomaga krepiti biokemično optimizacijo za boljše počutje. Torej ta prigarani dopamin, ne ta televizija, pica, to, ampak ne vem, rekreacija, kolikor zmoreš, ne vem, greš v fitness, greš teč, greš na sprehod. Skratka, to, kar nas dela ljudi in ta stik, ki ni toksičen, ogrožen, nenehno prepreden z pričakovanji, zahtevami, ustrežljivostjo, z našo identiteto, ki nas je oropala že marsičesa in pač ne smemo več biti tlačani, ne smemo več tudi potlačevati toliko teh vsebin in zato priporočam, da smo zdravo v tem klubu kljubovanja, ne. Včlani se v klub kljubovanja, postavi meje in videl boš, kako bo počasi tvoje življenje boljše, tako da malo več kot 3 sem jih natrosil, ampak komu pridejo prav, evo ga. Sigurno, zagotovo, toliko je znanja, toliko enih poučnih, zanimivih vsebin, tako da mislim, da bo vsem ful koristilo. Tako da, če vas zanima več od dela Aljoše Bagole, knjige so na voljo povsod, Mladinska knjiga, predavanja,
Predavanja večinoma zdaj direktno bukirajo podjetja, organizacije, kongresi. Že vrsto let me ljudje prosijo, če lahko zdaj spletno predavanje končno naredim, tako da se trudim. Tudi turneja bo najbrž kakšna. Sicer pa me lahko sledite na družbenih omrežjih in tam tudi kaj si natipkamo, napišemo s največjim veseljem. Evo, super. Preko zaključimo, imam še 2 darilci zate. Kako lepo, hvala. 2 naših sponzorjev, tako da prvo Okusi Brd, Klet Brda, tako da 2 buteljki, boste imeli novo ženo oziroma v krogu družine, prijateljev. Hvala lepa. In pa še naših prijateljev, Fil Ruti, so ti podarili pa še eno vrečko, pa še enega Rutija, tako da danes jih provu. Hvala, Klet Brda, hvala Ruti. Ruti je dober, vina pa vaša itak preverjeno, tako da res hvala za povabilo v krasna Brda in vsakič z veseljem. Ja, res, hvala ti še enkrat, da si se pripeljal, da si se udeležil, res me ful veselilo, zanimiv pogovor, super, tako da ti želim vse dobro še naprej. In hvala vsem za gledanje, poslušanje, upamo, da vam je bilo zanimivo, da ste spoznali Aljošo mogoče še z druge perspektive, z druge strani. Z drugega profila. Tako da to za danes in se vidimo v prihodnih epizodah. Čau, čau. Čau, čau. Vrhunsko, bravo. Veseli. Svaka čast.